Zmagujejo in uspešne so samo tiste skupnosti, ki so notranje povezane, ki imajo skupni imenovalec in v katerih je pomembno spoštovanje avtoritete, saj stalno rivalstvo dezintegrira družbo. Vloga predsednika države je, da nam pomaga najti skupni imenovalec in da išče odgovore, kaj nas pri tem iskanju ovira. Predsednik mora v sebi razumeti, da brez tega in s podtikanji, politikantstvom vsi izgubljamo. Zato je njegova naloga načrtna vzgoja k skupinski zavesti in k smiselnosti obstoja. Opozicijska drža mu ne pristoji. Potrebujemo predsednika, ki bo premagoval neizmerno nagnjenje do zavisti, povabil k odločanju odlične posameznike, ki so umolknili in nam omogočil kvalitetno obstojati in bo dostojno predstavljal našo državo. Kmalu bomo torej odločali, kdo bo naslednjih 5 let predstavljal našo državo navzven in nas povezoval navznoter. Milan Zver je človek, ki je s srcem in dušo predan vsem tem ciljem. Kot predsednik bo državnik, saj že danes izkazuje suvereno držo in plemenit ponos, ki podpirata pozitivno samopodobo državljanov. Ima žar, pogum in vizijo, ki mu bodo pomagali pri definiranju naših skupnih ciljev, ne glede na njegov politični okus in filozofske predpostavke, iz katerih živi, in ne glede na njegove religiozne temelje. Milan Zver je človek, ki mu je blizu skrb za soljudi, ki ve, da uveljavljanje pravic ne sme biti v škodo drugih, ki je svoboden in se ne pusti ustrahovati, ki čuti pripadnost in ve, da obstajajo stvari, ki so svete. V našem skupnem interesu je, da izvolimo Milana Zvera za predsednika Slovenije. Zato bom tudi sama 2. novembrsko nedeljo letošnjega leta na volitvah za predsednika države svoj glas dala Milanu Zveru.